Torej, vsem zbranim prav lep pozdrav na današnji tiskovni konferenci Slovenske demokratske stranke, katere namen je opozoriti na nesprejemljivo čaščenje simbolov totalitarnega režima v uradnih prostorih Ministrstva za notranje zadeve, čemur smo bili priče danes dopoldan. Začel pa bi nekoliko širše. Glejte, ko smo na komisiji, ki jo vodim, to je Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, odprli problematiko nekdanje UDBE in dejstva, da nikdar ni bil opravljen primopredajni postopek v celoti v času spremembe režima in načeli vprašanje, ki je seveda varnostno še kako pomembno, kaj je bilo s temi ubojnimi sredstvi, je bilo kup pripomb, da je to nekaj, kar je popolnoma neaktualno in da danes UDBA nikomur več ne pomeni nič in nikogar več ne zanima. No, v tem trenutku pa je Slovenija v velikih škripcih, zaradi tega, ker se je izkazalo, da je gospod Sekolec, ki je bil arbiter v postopkih arbitraže, registriran sodelavec UDBE, kar je razkril Roman Leljak in tudi javno objavil v svoji knjigi. Zelo zanimivo je, da se to pojavi sedaj, ko smo bili priča prisluhom, ki so zabeležili neko dogajanje na način, za katerega človek komaj verjame, da je res. Če so bili na Ministrstvu za notranje zadeve, pardon, za zunanje zadeve opozorjeni, da pač gre za zadevo, kjer se seveda vse splošno prisluškuje, kako potem lahko nekdo kot Sekolec, ki ima tako dolge izkušnje in obsežne, bogate izkušnje na tem področju, naredi tako hudo napako. Razen, če gre za kaj drugega. Ampak potem se pa dotaknemo tistega, o čemer smo govorili malo prej. Vprašanje nekdanje UDBE. In izkaže se tisto, kar je staro pravilo vedno bilo v svetovni politiki. Da če neke zgodbe enkrat ne zaključiš in jo ne razsvetliš z vseh strani, potem se odpira vedno znova in znova. Danes dopoldne je bil prav zaradi tega, ker smo odprli temo UDBE na moji komisiji v parlamentu, zaslišan gospod Roman Leljak v prostorih MNZ, konkretno policijske uprave Ljubljana center. Zaslišan je bil zaradi tega, ker verjetno veste, že sama obtožba je absurdna, ker je v dokaz, da dejansko krožijo ta sredstva, specialna sredstva nekdanje UDBE še vedno nekontrolirano med ljudmi, prinesel nek svinčnik in tam pač ga predstavil. Iz tega je nekdo, pač predsednik parlamenta, naredil precejšen preplah, posredovala je posebna enota policije, izkazalo pa se je seveda na koncu, da je bil ti svinčnik popolnoma nenevaren in je šlo zgolj za nek reagens. No, ampak odprli smo očitno pravo temo. Danes, ko je bil zato gospod Roman Leljak zaslišan, pa so ga posadili v prostor, kjer je visela ogromna slika gospoda Josipa Broza Tita in to v okviru velike rdeče zvezde. Zdaj, jaz ne vem, koliko je vam znano, ampak Ustava Republike Slovenije izrecno prepoveduje kakršnokoli politično dejavnost vsem pripadnikom Ministrstva za notranje zadeve, še posebej pa policistom. Oni niti ne smejo biti v političnih strankah, poleg tega iz vseh predpisov države Slovenije nedvoumno sledi, da je v prostorih, ki so uradni prostori MNZ-ja, strogo prepovedana kakršnakoli politična propaganda. Še posebej pa se postavlja vprašanje, kako je mogoče, da v demokratični državi, kjer je policija zavezana, da pregleduje zločine, vse zločine v zgodovini, stoji slika zločinca, ki je po ocenah mednarodne skupnosti kriv za najmanj 560 000, po nekaterih ocenah pa celo za več kot 1 milijon protipravno pomorjenih ljudi v času po koncu druge svetovne vojne. Tukaj gre za očitno slavljenje, glorifikacijo simbolov totalitarnega režima. Popolnoma nepomemben je kontekst tega. Pomembno pa, da se je to zgodilo. In gospa ministrica za notranje zadeve bi morala poskrbeti, da se kaj takega tudi teoretično ne bi moralo zgoditi in je seveda za to objektivno, če ne tudi subjektivno odgovorna. Že leta 90, po prvih demokratičnih volitvah, je bilo izdano navodilo vsem
na policiji, da je strogo prepovedano izobešanje simbolov totalitarizma in da naj takoj odstranijo tudi slike Josipa Broza Tita iz vseh uradnih prostorov, ki sodijo pač v okvir takrat še sekretariata, danes pa Ministrstva za notranje zadeve. Očitno niti po 25 letih to še ni v celoti uresničeno. Zdaj, a je šlo to v primeru, ker je bil to ravno Roman Leljak, za naklepno provokacijo, ampak moje osebno mnenje je, da ne. Da je šlo za čist slučaj, da so ga posadili v tak prostor, ker se jim je to zdelo čisto normalno. Ampak oprostite, gospe in gospodje, vprašanje ministrici bi bilo, kaj je storila policija, da bi raziskala vse povojne zločine. A jih je raziskala? Kolikor jaz vem, še danes nihče ni bil pravnomočno obsojen na tej osnovi. In kako je potem mogoče, da tisti, ki je pa osebno, objektivno in subjektivno odgovoren za te umore, stoji kot slika, kot podoba, kot simbol v uradnih prostorih Ministrstva za notranje zadeve. To se v eni normalni demokratični državi preprosto ne more zgoditi. Če pa se zgodi, potem pa ministrica odide. Drugo vprašanje bi bilo, kako se je sploh lahko to zgodilo in na kakšni osnovi se izvaja in kdo to izvaja kot obliko politične propagande znotraj Ministrstva za notranje zadeve, ker očitno za to gre. Jaz sem namreč s Romanom Leljakom danes nekajkrat govoril in seznanil me je s podatkom, da so ga v tem času že klicali kolegi in da podobni plakati, letaki, podobe, slike visijo še na nekaterih drugih policijskih upravah. Ne bom jih našteval, kajti tisto prvo zgodbo se da dokazati s verodostojnim zapisnikom, je tudi objavljen na internetu, v tistem izseku, ki je aktualen, tako da tukaj ni nobenega dvoma. Ampak za vse ostalo pa seveda postaja odprto vprašanje, kaj se pravzaprav v tej državi dogaja, da lahko nekdo očitno zlorablja organe za notranje zadeve za neko obliko politične propagande in to zahvalnico totalitarnemu režimu. Zdaj bi vas pa še spomnil na zgodbo, ki je bila nedavno v parlamentu, ko smo predlagali, da bi se vendarle že končno izrazila podpora resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmih tudi v Državnem zboru Republike Slovenije, vendar je vladajoča koalicija tokrat že drugič to zavrnila. In sicer ob tem na ves glas zatrjevala, kako se seveda zaveda, da jo ta resolucija obvezuje, ampak da nočejo, da bi izrecno jo potrjevali oziroma ji dajali podporo še v Državnem zboru. Če so rekli, da jih zavezuje, potem pa vprašanje predsedniku vlade in konkretno ministrici. Če vas zavezuje evropska resolucija in dejansko vas zavezuje, kako je torej mogoče, da v vaših uradnih prostorih, prostorih Ministrstva za notranje zadeve, konkretno PP Center Ljubljana, visijo plakati s podobo Josipa Broza Tita in to obdanega z neko ogromno rdečo zvezdo, zato da ja ne bi bilo najmanjšega dvoma, za katero obliko politične propagande gre. To je v popolnem nasprotju s to resolucijo, je v popolnem nasprotju z evropskimi vrednotami in je seveda nekaj, kar nas postavlja pod temeljen vprašaj. Kje mi v resnici živimo? Kakšna je ta država pod sedanjo vlado in pa žal še pod nekaterimi prejšnjimi, ki se ta zgodba očitno nadaljuje že nekaj časa. In če kdo misli, da ta zgodba ni aktualna, naj si samo pogleda najnovejšo šlamastiko Ministrstva za zunanje zadeve na področju Piranskega zaliva oziroma vitalnega vprašanja Slovenije glede dostopa do odprtega morja. Zopet se srečamo z nekdanjo Udbo, kar nekaj indicov je, da je šlo pravzaprav pri tej zgodbi za namerno malomarnost in za to, da bi šlo lahko tudi za recimo temu tovariško pomoč nekomu na Hrvaškem, ki je v velikih škripcih, ker je tam praktično 4 mesece pred volitvami KDŽ že zmagal. In če enkrat postavimo vprašanja na ta način, potem vidimo, da so vsa vprašanja, ki smo jih načeli, še kako aktualna. Današnji dogodek pa žalostno priča o realni stanju v Sloveniji in hkrati to tudi nedvoumno potrjuje. Če je kakršnokoli vprašanje, bom se veseljem odgovoril.